Zagotovo se je pot začela že ob mojem rojstvu, ko sem se rodil v mešani družini, in ko omenjam mešana družina, imam v mislih očeta, ki prihaja iz romske skupnosti, in mamo, ki prihaja iz neromske skupnosti. Torej se je moja pot nekako začela v smislu odraščanja v različnih vrednotah, v različnih prepričanjih, pa tudi v različnih pristopih. In zagotovo je to vse skupaj prispevalo k temu, ne samo k uspešnosti kasneje v dobi odraslosti, ampak tudi temu, da sem na svet in na izzive, ki nam jih družba polaga, gledal vedno z različnih zornih kotov. Vrednota izobraževanja je bila vedno ena od prioritet v naši družini. Oba starša sta vedno stremela k temu, da skupaj z sestro doseževa neko izobrazbo, da sva izobražena, da se znava v bistvu vključiti oziroma integrirati v družbo oziroma postati del družbe. Tako da je izobrazba v bistvu bila nekako kot vrednota vcepljena že od zelo majhnih nog. Izzivi so bili vedno prisotni, so še vedno prisotni in sem trdno prepričan, da bodo tudi v prihodnje prisotni. In ko govorimo o izzivih, poznamo različne vrste izzivov, in tisti, ki je najhujši oziroma nekako najtežji, je pa ta, ko odraščaš v manjšinski skupnosti, je ta, da se soočaš z diskriminacijo. In ko se že kot otrok, ki še ne razume pomena diskriminacije oziroma ločevanja med enimi ali drugimi, kadar še tega ne razumeš, je zelo težko. Je nekaj, s čemer se moraš boriti, in je nekaj, kar te lahko tudi zaznamuje za celo življenje. Že kot otrok sem vedno sanjal oziroma imel cilje in vedno sanjal tudi starša in vsi sorodniki so na nekakšen način prispevali k temu, da so vedno dovoljene sanje. Sanje so bile vedno prisotne in s tem tudi cilji kasneje. Že ta odločitev, da sem se po osnovni šoli navkljub vsem preprekam, da naj se ne vpišem v srednjo vzgojiteljsko oziroma na 3. gimnazijo v Maribor, mi je že uspel ta preskok, da sem v bistvu z majhne vasi, z romskega naselja, se v bistvu preselil v Maribor in končal srednjo šolo. Kasneje sem se zaposlil v vrtcu Murska Sobota kot pomočnik vzgojitelja, kasneje tudi vzgojitelj, potem čez nekaj let postal tudi vodja enote. Ampak to ni bilo dovolj, sanje so še vedno bile prisotne, in kadar so sanje bile zelo močne, so se te pretvorile v nekakšne cilje oziroma nekakšne osebne strategije, in se je kar naenkrat pojavila možnost študija v tujini, in sicer v Izraelu. Bil je študij, multidisciplinarni študij na fakulteti za psihologijo z področja ved in znanosti o razvoju otroka. In takrat sem začutil, da pa mogoče pa je to en izziv, ki bi ga bilo vredno preizkusiti. Tako sem leta 2016 odpotoval v Izrael na študij, in se domov vrnil z magisterijem. Ni toliko bilo pomembno to, da sem se domov pripeljal z diplomo oziroma z magisterijem, ampak to, da sem po enem letu izobraževanja in študija v Izraelu se vrnil v Slovenijo z ogromnimi izkušnjami, z znanjem, katerega mi nikdor in noben nikoli ne bo moral vzeti stran, in izkušnje, ki so me zagotovo izklesale za vso življenje. Ko dosežeš določeno točko v svojem življenju, ko začneš spraševati samega sebe, ali je to, kar počneš, dovolj, ali si zaslužiš več,
Z leti pridejo tudi ambicije, ki so malo močnejše, malo bolj izoblikovane. Ja, in v dobi, ko si nekako začneš zoreti, ko si zrel, tudi modrejše razmišljaš. In ja, po študiju v Izraelu se je v bistvu izkazalo, da vrtec mogoče ni več prostor zame, za moj razvoj, profesionalni, čeprav je bilo delo z najmlajšimi nekaj izjemnega, eno izjemno poslanstvo, ki sem ga opravljal, na katero bom vedno zelo ponosen. Čez nekaj let se pa izkaže, da v bistvu so pa ambicije in težnje, cilji in sanje spet nekje drugje. Danes, ko sem zaposlen pri mednarodni organizaciji Korak za korakom na Nizozemskem, in v kateri v bistvu sem primarno zadolžen za vodenje in koordinacijo iniciative REN, torej mreže za zgodnje vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo, je v bistvu en kanal, preko katerega na mednarodnem nivoju prispevam k temu, da vračam svoji skupnosti. Zagotovo velja, ko se rodiš v manjšinski skupnosti oziroma pripadaš ranljivi skupini, in ko dosežeš nek nivo izobrazbe, imaš vedno ta občutek, da je potrebno vračati tudi skupnosti na nek način, da izboljšaš stanje. Predvsem mlajših generacij, ki na določenih točkah obupajo oziroma ne zmorejo naprej, nekateri ne zmorejo niti uresničiti svojih osnovnih sanj, pa tudi da na nekakšen način z svojim vzgledom, ne z vzvišenostjo oziroma neko nadmočjo, ampak predvsem s preprostim vzgledom, da je v življenju vse mogoče, da ni potrebno biti vedno odličen ali prav dober, da lahko tudi tako kot v mojem primeru z dobrim uspehom, z željo po znanjem, lahko dosežeš ogromno v življenju. No, ko pridemo do vprašanja izobraževanja Romov v Sloveniji, to je ena tema, o kateri zelo rad govorim in diskutiram. Vedno pridemo do nekih dveh generalnih zaključkov. Torej, kaj je skupnost kot taka pripravljena narediti za korak naprej v smislu izobraževanja in kaj je država kot institucija pripravljena zagotoviti, da bodo potrebe najmlajših članov naše družbe zagotovljene v izobraževalnih politikah. Vsi vemo, da slovenski izobraževalni sistem ni slab, ni pa popoln. Torej, je veliko lukenj, ki pa jih romska skupnost ne zmore krpati sama. Torej, spremembe morajo priti z vseh koncev. Prva sprememba je ta, da je romska skupnost pripravljena sodelovati v dialogu pri spreminjanju izobraževalnih politik v Sloveniji. Na drugi strani pa med drugim tudi država mora stopiti korak naprej, v nekaterih primerih 2 koraka nazaj in zagotoviti, da bodo potrebe romske skupnosti, predvsem pa potrebe najmlajših članov znotraj romske skupnosti, nekako zagotovljene v politikah izobraževanja. Torej, da bodo zakoni, pristopi k izobraževanju odsevali potrebe znotraj posamezne skupnosti. Vsak od nas, ko se ozira nazaj na svojo že prehojeno pot in se skuša ozreti tudi v prihodnost in pogledati, kakšne so poti, ki so še pred nami, je zagotovo ponosen nase in na vse tiste, ki so prispevali, da je ta prehojena pot bila uspešna. Pa ne samo, da je bila uspešna, ampak tudi polna nekih izkušenj in doživetij, ki te bodo spremljale in zaznamovale za celo življenje. Ni vedno enostavno, ni lahko in tudi ne sme biti. Ker če ti je v življenju vse postlano in vse položeno že tako rekoč v zibko, verjetno kasneje v obdobju odraslosti se boš težje soočal z izzivi, ki jih
moderna, torej današnja družba postavlja. V mojem primeru definitivno pot ni bila enostavna oziroma lahka, nič mi ni bilo podarjeno, vse je bilo nekako izborjeno z lastnimi napori in trudi, na kar sem zelo ponosen. In če se ozrem naprej, moja pot zagotovo se še ni končala, sanje so še vedno prisotne, cilji so vedno bolj jasni in le vprašanje časa je, ko bo potrebno znova stopiti stopničko više ali 2 stopnički niže. Ja, verjetno, če bi se danes vrnil nazaj na puščo, če bi se preselil nazaj domov, verjetno se nekaj gromozanskega ne bi spremenilo, ustvaril bi si, vzpostavil bi nazaj svojo rutino, bi pa zagotovo izkušnje, ki jih sedaj imam, znatno vplivale na to, na kakšen način bi se vključil nazaj in kako bi živel. Verjetno pa ne bi imel težav se vrniti nazaj, ker doma je vedno lepo in dokler si ti sposoben kot posameznik si znotraj svojih okvirjev oziroma znotraj svoje matične celice, torej družine, ustvariti svoje prioritete, ki na nekak način odgovarjajo tvojemu stilu življenja, ne vidim problema v tem, če živim na pušči, izven pušče ali pod puščo.